Brda privlačijo prav v vsakem letnem času, še toliko bolj spomladi, ko se narava prebuja. Brijci prisegajo na trajnostni turizem, zato goste spodbujajo k tako imenovani zeleni mobilnosti. Že več kot 10 let razvijamo tako pohodne poti, kot tudi kolesarske poti. To pomeni, da seveda spodbujamo naše goste, da se k nam oziroma po naših poteh podajo peš oziroma s kolesom. Sicer nimamo urejenih kolesarskih poti, imamo pa označene. Gosti, ki si želijo kolesariti, lahko na Ticu prisposodijo tudi tako brošuro, kjer so označene vse poti, so pa različne ali asfaltne ali pa makadamske. Po katerih se lahko podate tudi z električnimi kolesi, ki jih nudijo na posojo. Kaj dejansko priporočate obiskovalcem Brd? Kaj naj si ogledajo, kaj naj vidijo? Zdaj, če začnejo recimo v Šmartnem, kjer tudi naš Tic, zagotovo si morajo ogledati našo srednjeveško vasico Šmartno. Zraven je tudi stolp Govnjače, kjer je lep pogled na vse briške vinograde. Lahko grejo s kolesom na primer do Kožbanščka, kjer je soteska in si lahko gledajo tudi naravni most Krčnik. A pravi zaščitni znak Brd so vendarle terasasti vinogradi. Jakončičevi na njih grozdje pridelujejo že vse od leta 1847. Brda, zato ker so gričevnata, imajo zelo lep potencial za pridelavo vina, namreč bolj jugozahodne lege so zasajene, bi rekel, z rebulo ali pa rdečimi sortami, ne. Medtem ko modri pinot, ki se obnaša bolj kot bela sorta, ne, jo imamo pa na vzhodnih in severnih legah, da ohrane več svežine in sortnosti. Brdi so ponosni tudi na svojo kulinariko. Rajši poudarjamo briško-furlanska, zato ker kulinarika tle med Italijo in tle Brdami ni bilo meje, seveda, tako da je vpliv obojestranski. To so, mi rečemo kardihini, to je ena vrsta domačih klobas. Zraven zdaj vidite že pridih spomladi, to je, mi rečemo, popčnik ali pa dujc v Brdih, to je regrat. Imajo pa Brda v vsakem letnem času drugačen vonj in okus, pravijo domačini.